Takole slovesno so na gori pri Komendi odprli že 16. tekmovanje v smučarskih skokih, ki ga prireja športno društvo Gora pri Komendi. Nekaj več o skokih, glavni organizator Urban Jeraj. Tekmovalcev je blizu 6, tako da s tem smo zelo veseli. Gledalcev je tudi, kot vidite, kar nekaj prišlo, sicer nam je malo vreme ponagajalo, ampak smo kar zadovoljni. Sama prireditev pa poteka po načrtih, pričakovanjih, organizacija je v redu, so veseli, naši člani so se res potrudili, tako da poteka vse po načrtih. Med številnimi tekmovalci iz vse Slovenije je bilo tudi nekaj Kamničanov. Najboljši Kamničan je bil Matej Berlec na drugem mestu. V prvi seriji pa poskusni seriji zelo dobro kazali. Zadnja serija je bila slabša, ker je bila tudi odločilna in so šla iz Rokom še enkrat skočiti in pač je zmagal Rok za pol metra, ampak v redu, pač sem zadovoljen skokom. Tudi organizacija in vse je v redu, skakalnica je odlična. In kaj je povedal njegov največji tekmec Rok Klopčič? Sem izredno dobro zadovoljen, skoki so res napeti, tekmovalci smo si bili zelo enakovredni, tako da so se izkazali in lepa zmaga. Koliko časa pa kaj vadil tole skoke? Sem pač prišel na uradni trening, popravil 10 skokov in to je bilo to. Glede organizacije bi pa vse organizatorje lepo pohvalil in jim želel, da se drugo leto spet vidimo. In zmagovalec pri članih oziroma starejših članih? Ja, en trening sem imel včeraj, tako da pa kakšnega treninga ni bilo prav veliko, ampak dobro, no, v redu, pa kar v redu je bilo. Zmagal sem v svoji kategoriji, tako da. Tukaj pa vidimo, da so ti dali kolegi tudi tenderju. To je pa za prvo mesto. Ja, za prvo mesto, kaj je to Hobotnica? Z nami je edini tkinski skakalec, ne vem, a edin ti v tkin skačeš, a kako? Ja ne, tudi skače sam. Bo skakalen sam ti, a ne? Tako. In kakšna se ti zdi tukaj proga, oziroma ta skakalenca? Ma občutek je kar v redu, sam podlaga bo trda, tako da... Zato, ker umeten sneh, ali kako? Pa ne vem. Kako si pa s skokom zadovoljen? V redu. Ocena od 1 do 5, 3. 3. Koliko je to metrov? 18,5. Nastopile pa so seveda tudi komenske mažoretke. Kaj pa pomeni vsakoletna organizacija skokov za Komendo, pa nam bo povedal komenski župan Tomaž Drolec. Ja, Komenda je tudi prepoznavna že vrsto let, no kot sem prej slišal, že 16. leto se tle na tem prostoru dogajajo ti skoki. Seveda, bom pa povedal tako, to ljudje, naši občani, vzamejo bolj kot razvedrilo, ker je tudi prav, da je tle tekmovalnost nekaterih že. Glavno je pa ta prireditev namenjena razvedrilu, no in pred leti je bila mogoče, tako kot po skokih, tudi ta naša Komenda nekje prepoznavna po komentatorjih. Najbolj zvest je bil Jani Slapnik, ki je vrsto let zelo hudomušno napovedoval te skoke, no in ljudje so, bom rekel, mogoče več ljudi zaradi komentatorskih pa prišla sem na te skoke, kot pa zaradi samih skokov. Je pa to prijetno s koristnim, mislim, da se te ljudje zbirajo, marsikatero rečejo pametno, in to je to. Kako pa vi ocenjujete kot dolgoletni organizator teh skokov in tudi nekdanji predsednik tega društva, ki to organizira? Tukaj v vasi so skoki že od 65-66 leta naprej bili pripravljeni na stari napravi Koželjovi in čar tega prireditev skokov je to, da se cela plejada generacija od tistih so 65 pa do 15 let zbere iz vasi in tudi iz drugih vasi Komenske, Farja pa občine in so vse pripravljeni, da pomagajo pa da naredimo
spremljamo te skoke in je to sožitje starih, mladih, a pa zdaj po toliko letih tudi prenos teh znanj na mlade je zelo ubotaven in fajn zato, da vidiš, da ne zamrzne kakšna stvar. S tem skupnostjo se da marsikaj narediti. Spoštujejo pa tudi ostali farani, ki skačajo, da nas pridajo obiskati, zato, ker to je nepredvidljiva naprava in je včasih potrebno zelo veliko poguma, da se spustiš po naletu dol. To se pravi, kdor ne skače, ni Komenčan, ali kva? Ni Gorjan. Ni Gorjan.